Pozdravljeni. Na vrsto je prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot smo seveda dobro navajeni, se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih temah. In v kolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjico do originalov navedeno v samem opisu. Tudi tokrat, ko je slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih, ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni pogled, moj komentar oziroma moje mnenje. Tako, tudi tokrat smo prav na hitro ponovili pravila tega formata, zato se kar takoj lotimo prve današnje teme. Današnji komentar novic začenjamo z objavo, ki je prišla na dan 9. septembra na spletnem portalu autoracer.it in je bila nato povzeta v angleškem jeziku na gpkingdom.it. Govora je o tem, da bosta v kratkem zapustila skuderijo Ferrari dva pomembna inženirja, dva pomembna motorista. Wolf Zimmermann in Lars Schmidt naj bi v začetku prihodnjega leta iz Ferrarija prešla k Audiju. In treba je tu povedati, da bosta oba najprej zaključila z razvojem pogonskega sklopa, ki ga bomo videli pri skuderiji Ferrari in ostalih strankah na začetku prihodnjega leta. In tu se poraja kot običajno ogromno vprašanj. Zakaj menjati inženirja, ki je uspešen, ki je napravil dober projekt, posebej v obdobju, kot je sedanjem, ko vidimo veliko spremembo prav na področju pogonskih sklopov. Gre sicer za pogodbo, ki ni bila pretrgana, se je samo iztekla, tako poročajo viri, ampak malce čudno zgleda. Če opraviš dobro delo, te želi prejšnji delodajalec nekako zadržati pri sebi, vsaj tako se meni zdi. Po drugi strani se lahko začnemo spraševati, kaj si bodo z njima pomagali pri Audiju, če bo tudi oni že pripravili svoj pogonski sklop za prvo sezono v tej novi eri. Če ne drugega, bosta lahko nudila oba ogromno izkušenj in podatkov, ki sta jih pridobila prav pri skuderiji Ferrari oziroma pri razvoju njihovih enot. In da sta se odločila za takšen prestop, po svoje ni čudno. Namreč Mattia Binotto je bil svoje čase šef motoristov pri Ferrariju in verjetno tudi tu kakšne prijateljske vezi so posredi. Ampak odprto ostaja nekaj drugega. Sedaj bo Gualtieri edini, ki bo v skuderiji Ferrari odgovoren za nastanek pogonskih sklopov. Bo kos tej nalogi ali pa ne? Namreč, če bi bil Gualtieri tako izjemen že sedaj, ne bi rabil pomoči. Ampak kot ponavadi vidimo mnogo odhodov in bistveno manj prihodov. Ampak to je tisto moje mnenje, moja skrb glede usode skuderije Ferrari. Kaj se bo zgodilo, bomo pa kot običajno odkrili skupaj. Poglejmo si, kaj sem pripravil za drugo današnjo temo. V drugem sklopu se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu motosport.com 8. septembra. Tu smo lahko prebrali, kako so se pri FIA odločili za datum, kdaj se bo pričelo zaslišanje glede pritožbe ekipe Williams.
Vračamo se k veliki nagradi Nizozemske, kjer so komisarji Carlosu Sainzu mlajšemu določili kazen pribitka 10 sekund zaradi trka z Liamom Lawsonom. In ker tako voznik kot ekipa bi radi izvedeli, zakaj, so se pritožili. In 12. septembra se bodo na videokonferenci soočili predstavniki ekipe Williams, predstavniki ekipe Racing Bulls. Na tretji strani bodo pa prisotni komisarji, ki so bili zadolženi za to odločitev na veliki nagradi Nizozemske. Preden se bo začela razprava, zakaj je prišlo do takšne odločitve in ali so se lahko celo zmotili, morajo pri ekipi Williams dokazati, da je pritožba sploh dopustna. Izpolniti morajo 3 pogoje. Predstaviti morajo nove dokaze, ki so pomembni, ki so ustrezni in ki niso bili na razpolago komisarjem v času odločitve. Kdo bi lahko dejali, da bo presneto težko za predstavnike ekipe iz Grova sestaviti takšno razlago, ki bo vsebovala nove dokaze, ki bodo izpolnjevali te 3 pogoje in ne samo enega izmed 3. Ampak po drugi strani verjamem, da mnogi izmed vas, podobno kot jaz sam, ste bili začudeni nad mnogimi odločitvami na že prej omenjeni veliki nagradi Nizozemske. Zato bi bilo, če ne drugega, lepo slišati neko razlago, neko pojasnilo, enostavno, zakaj je do tega prišlo. Carlosu Sainzu mlajšemu nihče ne more vrniti tistih 10 sekund, ki so mu jih prišteli na tak ali drugačen način. In dvomim, da bo prišlo do spremembe rezultata, ampak vseeno dober precedens, kjer se moramo zavedati, da so tudi komisarji ljudje, da tudi oni lahko zgrešijo, ampak kljub vsemu morajo podati neko razlago, da voznik, ki se je mogoče celo zmotil, v prihodnje istih napak ne bo ponovil. Tudi tu bomo videli, kaj se bo zgodilo in kako se bo zgodba razpletla naprej. Mi si pa kot ponavadi poglejmo še, kaj sem pripravil v 3. današnjem sklopu. Tudi v 3. današnjem sklopu se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu motosport.com 8. septembra. Le da bomo tokrat govorili o prestopu. Namreč Colton Herta bo zapustil serijo IndyCar in poleg svoje vloge kot testni razvojni voznik pri ekipi Cadillac se bo udeležil tudi prvenstva Formule 2 v lovu za točkami, ki podeljujejo seveda super licenco. In treba je povedati, da v samem članku se na dolgo in široko razpravlja o tem, ali je bila ta poteza sploh modra. Ampak sam imam kot običajno rahlo drugačen pogled. Namreč res je, da serija IndyCar podeli manj točk za super licenco FIA kot prvenstvo Formule 2, kar je po mojem logično. Ampak po drugi strani se moramo zavedati, da Colton Herta v seriji IndyCar ni bil sposoben doseči tistega predpisanega minimuma in da je Alex Paulu v istem obdobju osvojil najmanj 2, če ne 3 naslove. In treba je povedati, da v tem trenutku ima Colton Herta 25 let, čeprav ga mnogi smatrajo kot mladeniča. Če bo v sezoni 2026 osvojil dovolj točk, bi lahko videl štartni razpored Formule 1 šele v sezoni 2027, kar pomeni, da bo imel 27 let oziroma približno 10 več kot
Arvid Lindblad oziroma Andrea Kimi Antonelli, ko sta postala nekako že prava kandidata za vstop v svetovno prvenstvo Formule ena. Se vam zdi to primerno ali ne? Verjetno odgovor zna poiskati vsak sam, ampak sam tu bi rad dodal, da menim, da v resnici gre za nek projekt, ki se bo na koncu praktično izjalovil. Če bi hoteli Hrti pomagati, bi ga v Formulo 2 poslali že zdavnaj, preden bi zasedal mesta tam okrog 10. na končnem razporedu prvenstva Formule Indy. A pustimo sedaj to, poglejmo si še, kaj sem pripravil za zadnjo današnjo temo. Za konec, pa kot običajno, tista rahlo bolj šaljiva obrobna tema. Ustavili se bomo pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu Planet F1 9. septembra. Lando Norris je izjavil, kako papaja pravil ni več. In tu se je treba seveda za trenutek ustaviti, namreč mi navdušenci smo dobili ta občutek že sredi velike nagrade Italije. Čeprav se verjetno marsikdo s tem tudi ne bo strinjal, ampak to vztrajanje pri tem, da imata oba voznika enake možnosti, enaka izhodišča in da se igrajo pošteno igro, menim, da že mnogo časa nekako bega nas navdušence, ki na progi vidimo čisto drugačno sliko. Sedaj, da Lando Norris trdi, kako papaja rules ne veljajo, je seveda znak, da njegovo samozaupanje se nekako krha, da ni več prepričan v to, da bo lahko premagal samega Oskarja Piastrija. Namreč papaja pravila so bila izjemno udobna. Do tistega trenutka, ko je to pomenilo vodo na mlin samemu britanskemu vozniku. Ampak sedaj, po veliki nagradi Italije, verjetno ne veljajo več, ker bi znal tudi Piastri izkoristiti marsikatero zadevo, ki je zapisana v tistih pravilih, v tistih navodilih. Ampak, kot smo verjetno že ugotovili, pri McLarenu imajo določeno preferenco. Ugotovili bomo skupaj do konca sezone, ali bo Piastriju nekako uspelo zadeve obrniti tudi malce bolj na svojo stran in tako doseči neko ravnotežje. Ampak res zanimivo, kako kar naenkrat to pomembno vodilo ne velja več, skorajda kot da ne bi obstajalo. A kot ste razumeli, tudi za danes je bilo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.